Letos je tule prvič poletni badmintonski kamp, tabor v organizaciji badminton kluba Konex. Nekaj besed o tem. Ja, letos smo se odločili, da bi zamenjali lokacijo badmintonskih priprav, zato smo se odločili, da se dogovorimo še s klubom Badminton klub Mladost in pa Karizma, da organiziramo neke skupne priprave, poletne priprave, kjer bi združili več kot 40 otrok na enem mestu in pač poleg druženja, lahko imeli zelo zagotovljeno kakovostno delo. Je vas prišlo iz Ljubljane? Iz Ljubljane se prišlo 23 plus 2 trenerja, iz Mladosti 10 igralcev, pa iz Karizme 10 igralcev. Na kak način so zamišljene bile te priprave? Priprave so bile namišljene sodelovanje med klubi, to je ena stvar, druga stvar pa v bistvu so to bazične priprave pred samim začetkom sezone. Med njimi je tudi kar nekaj reprezentantov. Ja, v bistvu so na meji, niso še v reprezentancah, so potencial, imamo kar ene par igralcev, ki do 15 let dosegajo dobre rezultate, pa mislimo, da v prihodnosti kot BZS mislimo, da so prihodnost naša in bomo tudi vlagali v njih. Letos je torej prvič naravna, kako ste zadovoljni za samo lokacijo oziroma z samim prostorom? Ja, lokacija je super, všeč mi je bližina tako dvorane kot jedilnice, kot stadiona in vsega. Tudi nastanitev v hostlu Punkelj je super. Telovadnica je pač, ima 5 igrišč, lahko bi imela 6, ampak se znajdemo, pač naredimo tako, da so 2 skupini in potem lažje delamo. Danes je že petek, pomeni bliža se konec teh priprav, morda kratka ocena samih priprav? Priprave potekajo tekoče, tiste cilje, ki smo si jih zadali, smo zaenkrat izpolnili. Imamo še jutri zelo težek dan, v nedeljo še nek zaključni turnir, ampak zaenkrat sem zelo zadovoljen s tem, kar smo do sedaj naredili. Sicer ste tudi med drugim tule vlogi kot trenerja badminton kluba Konex iz Ljubljane, hkrati pa tudi upravljate funkcijo pri badmintonski zvezi. Ja, jaz sem zaposlen na panožnih športnih šolah v badmintonski zvezi. Sem član odbora, to se pravi upravnega odbora badmintonske zveze, predsednik odbora za vrhunski šport in trenutno vodim treninge v nacionalnem badmintonskem centru. Tako da v bistvu moram priznati, da ta sodelovanje med klubi je tudi zelo dobrodošlo in podprto strani badmintonske zveze, ker mislimo, da samo tako lahko badminton dvignemo na nek višji nivo. Tako da čestitke v bistvu gostitelju, ki je zorganiziral super priprave, tako da lahko delamo dobro. Morda še to vprašanje zvezi, kaj čaka še pol glede same reprezentance? Reprezentance je že v polnem teku, ker oni so začeli že s 5. julijem in so v polnem teku, so bili že na 2 mednarodnih tekmovanjih v Grčiji in Bolgariji in trenutno se pripravljamo na naslednje tekmovanja, to pa so mednarodno prvenstvo Poljske in pa Češke ali Bolgarije, to pa še bomo odvisno od načrta in razpoložljivosti reprezentantov. Morda še to, letos so tudi predvideni v tekmovalnem koledarju skupni treningi U13, U15. Ja, to bo pod okriljem Badmintonske zveze Slovenije. Vodili jih bojo trenerji, ki so zaposleni na Badmintonski zvezi. Cilj je, da v bistvu vse talentirane igralce dobimo na kup za 1, 2, 3 dni ali pač odvisno, koliko časa bomo imeli in z njimi delamo tudi že malo to se pravi trenerji Badmintonske zveze in upamo tudi v sodelovanju z klubskimi trenerji, tako da bomo lahko klubskim trenerji dali neke napotke, kaj bi bilo dobro postoriti, kaj bi bilo dobro popraviti, da bi ta razvoj igralcev šel še bolj hiter in pa da ne bi bilo kakšnih prevelikih napak, ker se potem pojavljajo nam v reprezentancah do 17 let in pa do 19 let, kar je pa potem problem, ko hočemo biti konkurenčni na nekem mednarodnem nivoju. Lep pozdrav, smo prišli z 11 tekmovalcami v kategorijah od U11 do U17. Lahko povem, da so to dobitniki kolajn in državne prvake Slovenije.
prvič smo tu, ampak lahko povem, da smo zelo zadovoljni s pogojami. Infrastruktura je zelo pomembna za nas, da se kaj tiče in telovadnice, in hrane, in spanja, tako da so vse na enem mestu, tudi za relaksacijo imamo bazene, zelo so nam všeč. Upam, da naslednje leto smo tudi tu, tako da. Morda, kako ste zadovoljni s samimi pripravami? Ja, priprave potekajo 2 do 3 treninga na dan, oziroma za starejše do 3 treninga, za mlajše skupine 2 treninga. Vse je tudi, zahvaljujem se oziroma domačinam, organizatorjem teh priprav, ker so tudi pripravili ne samo dvorano, ampak tudi različne pripomočke, od medicinskih žogic do različnih uteži. Tako da ja, smo zelo zadovoljni. Zdaj, letos prvič tudi z Nigansko priprave kar skupaj s 3 klubi. Kako gledate na to? Ja, so fajn, ker mi trenutno nismo tako veliki klub, da bi sami šli na priprave in so zmenili se, da so za sodelovanje teh klubov na pripravah več kot 40 igralcev, tako da imamo različni sparing partnerji in da lahko nekako pomešamo otroke, tudi ne samo za druženje seveda, ampak tudi glede treninga. Še samo za konec, kratka ocena, bom rekel, samih priprav glede vaših tekmovcev. No, saj se priprave še ni zaključene, tako da mislim, da so priprave uspele in so naše tekmovalce bazove priprave oziroma priprave pred sezono smo delali na odlično. Hvala.